Luka Mesec. Je on žalostni lunatik ali neutrudni deloholik? No, to bomo ugotovili v tem podkastu, ko se bolj povežem z njegovo energijo. Zdaj, jaz sem za Luko Meseca naredila podcast že prejšnji teden, ampak je bil tako zanič, da ga nisem hotela objaviti. Namreč, ko sem jaz prišla ven z idejo o Goli Sloveniji, sem dobila od mojih sledilcev največ povpraševanja za Luko Meseca. To je bil top preferit. In evo, prišel je šele na koncu, ampak zakaj? Zato, ker se za njegovo energijo nisem nikakor mogla povezati. Enostavno nisem dobila dostopa nikakor. In v petek sem rekla, nič, bom posnela za njega. Ampak je bilo nič, pač nič pomembnega, nič zanimivega. In sem rekla, jaz tega ne morem dati mojim sledilcem, ki so vsi tako, ne vsi, ampak veliko jih je izrazilo zanimanje za njegovo energijo. No, danes sem rekla, ok, bom danes spet poskusila in zjutraj sem dobila idejo, čakaj malo, zakaj se ne bi jaz poglobila v njegovo energijo? Torej, da grem prav v meditacijo, tako kot delam introterapijo. Se pravi, grem v globoko stanje meditacije, grem na energijski nivo in tam se potem dobim s temi energijami in tam potem tudi lažje z njimi komuniciram, kot pa tako v napol budnem, mislim, v budnem stanju, ne? Ker s prejšnjimi politiki sem delala to tako, v realnem času. Ampak energija Luke Meseca je tako oddaljena, da to ni bilo mogoče. Torej, jaz, ko sem se prejšnji petek z njim povezala, videla sem ga, da mi kaže hrbet in to je to. Čutila sem neko žalost v njemu, ampak to je bilo to. Zdaj, preden začnemo, naj povem, v bistvu, kakšno je moje mnenje o Luki, zato da dobite neko idejo, od kod izhajam. Luka Mesec, mislim, da pač takrat, ko so bile volitve 2014, takrat se je ustvarila stranka Levica, takrat enkrat, se mi zdi, no, ne me zdaj vzeti za besedo. In Luka Mesec, zdaj ne vem, koliko on star, čakaj, grem pogledat. On ima trenutno 38 let, ja, malo starejši od mene in dejansko takrat me je ful pritegnil, zato ker je bil pač en tak simpatičen, mlad politik, en tak lep kontrast tem starinam, ne, starinam, to je mišljeno ljubkovalno, ne. Pač me je pritegnil glih ura je 12:12, wow. By the way, danes je petek, ko to snemam, samo toliko za informacijo. On je me ful pritegnil, no, ker je bil mlad in je bilo tako bolj relevanten, se mi je zdel, sploh takrat sem imela jaz koliko let, 23, ne. On jih ima torej, koliko, 26, nekaj takega. V glavnem, mi je bil ful zanimiv in tudi me je ful pritegnil, ampak jaz sem se pač takrat odločila za Pirate, ne, in tudi letos sem nekako še kar tako, nima veze, ne bomo drugih vključevali zdaj v to, ampak ful mi je bil všeč, zanimiv, samo njihova stranka Levica, meni ta energija Levice ni všeč, sploh takrat mislim, da je bila še ta Violeta Tomić ali Tomažič ali kako je. Ona mi pa res ne paše v politiko. Potem ta njihova celostna grafična podoba, rdeča barva za levičarje mi ful ne paše, rdeča je občutno bolj za desničarje. Poleg tega njihova zvezda, ki izgleda kot ta svastika, mi je preveč ostra, stroga, za to njihovo celostno grafično podobo, sploh glede na to, da je Levica tako zelo levičarska. Ampak okej, Luka me je torej pritegnil zaradi tega, ker je bil mlad, ne, in se mi je potem politika zdela bolj tako blizu, bolj relevantna, ne, ko da gledaš te starejše politike, ki so v bistvu čisto neka druga generacija. Ali pa če jim rečemo ljubkovalno, starine. No, in on mi je bil pač dosti časa všeč, pol pa, mislim, pol sem se itak nehala ukvarjati s politiko, ker mi se je zdelo brez veze. In v tem času, ko se nisem ukvarjala s politiko, mi je on bil bolj tako, pač ni mi bil všeč. In tudi zdaj, ko sem spet začela s to, oziroma ko sem dala ven idejo za to Golo Slovenijo, ko so vsi govorili Luka Mesec,
sem bila on je res brezvezen, pač koga briga, ta Luka Mesec, ne. No, danes, ko sem se povezala z njegovo energijo in sem šla v bistvu v to globoko meditacijo, pa dejansko sem videla to njegovo drugo plat in mi je bilo zelo, pač dejansko se mi je prikupil, bomo še šli tam. Zdaj bi rada še pokomentirala njegove brke, ki si jih je zdaj pustil. Nobenemu niso všeč te njegovi brki, ampak meni so pa ful. Pač meni je on ful zanimiv s temi brki. Mislim, da je bila to prava poteza, da se je odločil za to. Definitivno je tako malo bolj poseben, deluje mogoče malo bolj zrel, in meni je simpatičen. Ja, jaz mu dam plus točke zaradi tega, mislim, to nima veze s politiko, te njegovi brki, ampak dejansko glede imidža se mi zdi to super poteza. Čeprav Miha Kordiš mu je to zelo zavidal, celo v državnem zboru mu je rekel, naj naredi neki s temi brki, ne. Pol pa se je še sam pobril cel, tako da ful zanimivo. V glavnem, to je to, neko moje mnenje. Dajmo reči, da je bilo na 10 let nazaj je bilo ful pozitivno in pol je počasi padalo in je šlo v negativo. Predvsem zaradi same stranke kot take. Okej, zdaj pa gremo na ta energijski del. Torej, kot sem rekla, prejšnji petek sem se povezala z njim in mi je kazal hrbet in gledal je tako gor in nekako sem čutila v njemu neko žalost. Ampak nikakor nisem mogla nič. In ne vem, zakaj tudi žalost. No, danes, ko sem se pred snemanjem tega podcasta ulegla, naredila kratko meditacijo, se dvignila na energijski nivo in se tam dobila z njim, pač jaz grem v en tak, pač pridem v ta nek, kadar grem na energijski nivo, tako, med globoko meditacijo, grem torej ven iz potujem z energijo ven iz Zemlje, potujem po vesolju, grem do roba vesolja, grem ven iz vesolja. Vem, to se za nekatere sliši znanstvena fantastika, ampak sploh ni tako. Kao. In pol, ko grem ven iz vesolja, pridem tam v eno tako veliko belo luč in ta bela luč je v bistvu Bog, ne, zame. Ne, to je vse, kar je. Pač Boga jaz ne vidim kot enega dedka Mraza tam, mislim, kot enega starčka na oblaku, to je meni bullshit, ne. Ampak okej, Bog pač sploh ni mislim, ni. Bog je energija, okej, energija vsega, vse je Bog, hudič in angeli in vse je zlo in vojne in vse to je Bog, to je vse Bog, okej. In v glavnem, jaz grem v to belo luč in v tej beli luči smo doma vse duše tega sveta. In ko pridem v to belo luč, pridem v tak dolg bel hodnik, na levi strani je taka komorna soba, kjer se energijsko prečistim, na desni strani. Na levi strani je pa kontrolna soba, tam je moj vodnik Leon. Vodnik je zgolj visokofrekvenčna energija, ki mi pomaga se povezati z določenimi energijami oziroma dušami. In grem k Leonu, povem, s kom bi se rada povezala, in pol on pokliče to osebo na hodnik. Zdaj, Luka me je že čakal na hodniku in je bil obrnjen proti meni. Tako prejšnji petek, kot tudi zdaj, je nosil rdeč suknjič in rdeče hlače, kar mi je zelo zanimivo. Ampak ko sem jaz stopila do njega, je on padel na kolena in začel jokati. On je začel ful jokati in to mi je bilo ono, zakaj jokaš? In pač ful se čuti v njemu neko težo, neko bolečino. To, da nekdo joče na energijskem nivoju, pomeni, da ima veliko potlačene žalosti. Torej, dosti, recimo, je bil dosti tako, mogoče kritiziran ali pa postavljen pred neke preizkušnje in tega ni dal ven, je v bistvu se sam sebe na neki način dajmo reči pumpal, ne, kao bodi močen, bodi močen, bodi močen, in v bistvu, ko to počnemo, to svojo žalost oziroma katerakoli čustva pač hočejo ven, potisnemo dol. In zdaj, kaj je problem, ko potisneš ta svoja čustva dol, deluješ vse tu iz te energije. Se pravi, naša energija, jaz jo rada primerjam z vonjem, ker to se je nekako potem najlažje predstavljati. Če imaš ti čisto svobodno energijo, dišiš po rožicah, ne. Če pa imaš nekje neko potlačeno
potlačeno žalost, je to nekako tako, kot da pri sebi nosiš, ne vem, nek gnil krompir, ne? In gnil krompir smrti kot vrak. In zdaj, kadar si ti v stiku z ljudmi, oni vohajo vse te rožice, ampak vohajo tudi neki mi tle ne paše, ne. Zdaj, logično, energija nima vonja, to je samo metafora, da si lažje predstavljate, kaj mislim. Ampak, recimo, če imaš ti čisto svobodno energijo, kadar govoriš, zelo nekako pritegneš tiste prave ljudi, ne. In če pa imaš to potlačeno žalost, bodo te ljudje začutili nekaj, da jim nekaj ne paše, ne. In po mojem, zaradi tega mi je bil Luka Mesec tako dolgo časa zelo ni mi pasal. V glavnem, čutila sem, da mora on to se zjokati, ampak je bil kar ta jok tako zelo prisoten. Torej bil je na kolenih in pol pa je vzel iz žepa en tak kartonček in zlat svinčnik, se pravi svinčnik v zlati iz zlate kovine. In mi je dal ta kartonček je bil kot nekakšna vizitka take velikosti, in mi je dal ta svinčnik in ta kartonček in mi je rekel kot, na, prosim. Tako, kot da me je prosil, da podpišem, ampak nič ni kaj preveč govoril, ampak je bilo samo, pač je bolj nakazal. In zdaj, jaz, ko sem primila ta kartonček, pač je bil bel, ne, ni bilo nič gor, na drugi strani pa je bilo z zlatim nekaj napisano, ampak ne vem kaj, nisem uspela videti. Videla sem tako, da je kot nek kvadrat, pač bil je nek logotip, bil je kvadrat in nekaj je pisalo, ampak nimam pojma, kaj bi to lahko bilo. Morda nekdo, ki se bolj ukvarja s politiko, bo to vedel, če veš, na kaj bi se to nanašalo, kaj je to za eno podjetje ali kaj. Čeprav zdaj me je prešinilo nekaj drugega, kaj bi to lahko dejansko bilo, ampak okej. Bom pol povedala. Ne vem, kaj je bilo to, v glavnem on je mene spodbujal, da se jaz gor, zdaj pa je ura 12:21, vedno, ko pogledam na uro, nima veze. Tak, zelo lep simbol, ura, številke na uri, nam vedno subtilno nekaj sporočajo. By the way, danes je datum 20.2., 2002, same neke take zrcalne številke pri Luka Mesecu, kar mi v bistvu kaže simbolno, da je on na neki, glih na neki, pred neko spremembo. In glede na to, kaj sem videla na vpogledu, bom še povedala, se mi to zelo sklada. Mi je zelo skladno, v glavnem. On me je prosil, naj to podpišem in jaz sem se malo obotavljala, nisem zdaj vedela, kako naj se podpišem, ali naj napišem Tea Bažon, ali naj se podpišem z mojim podpisom. Nekako čudno mi je bilo, ne vem, tak ful čuden občutek. No, pol sem se jaz vseeno na to podpisala in ko sem se jaz podpisala, je on kar tako se sprostil in vstal in rekel, okej, zdaj pa pojdiva naprej. Mogoče je bilo to kot neke vrste zagotovilo za neko iskrenost, da v bistvu da ostanem na njegovi strani nekako, da nisem preveč tako pikra ali pa da nisem preveč kritična, ampak da mogoče poskušam bolj nežno pristopiti do njega. Tako bi rekla. No, ko se je on dvignil na noge in ko je rekel, okej, zdaj sem pa pripravljen, ne, gremo naprej, gremo pol naprej po hodniku in tam so take polkrožne stopnice, ki nas vodijo v zgornje nadstropje. Zdaj ponavadi v tem zgornjem nadstropju je taka okrogla soba, sredi katere je tak beli snop svetlobe, okej. In ta beli snop svetlobe nas običajno pelje v belo sobo, ta bela soba pa je vibracijsko zasnovana tako, da na površje pritegne ta vsa potlačena čustva. Ko sem midva prišla v to okroglo sobo, tega belega snopa svetlobe ni bilo. Bila pa je gugalnica. In jaz sem se usedla na to gugalnico in on je rekel, da me bo guncal. In to mi je bilo tako ful hecno. Zdaj, to mi je tako zelo zanimivo, ker prejšnji teden sem bila jaz pač na robu te izgorelosti, res sem bila v kurcu, če lahko tako rečem. In ko sem se poglabljala v te svoje občutke, sem sebe večkrat videla na tej gugalnici.
sploh potem, ko se je nekaj razrešilo, da me je v bistvu peljalo ven iz te izgorelosti, oziroma da sem našla pot ven, takrat sem se videla na tej gugalnici, nekako tako občutek neke lahkotnosti, svobode. To mi je bilo tako zanimivo. In tle sem našla to povezavo, ker zdaj bomo prišli do tega dela. Pač vem, spet je tako malce kaotično, to pripovedujem. Ok. Nič, mi so se tam gunce, mislim, on me je guncal na tej gugalnici in potem sem jaz rekla, dej, kaj pa če greva zdaj v en svet, ne, peva nekam tako. On se je strinjal in ko sva šla, sva kar naenkrat bila v neki pokrajini, oziroma pač bila je neka pokrajina, taka lepa potka po travniku, pokošena trava, lepa taka nizka, na desni strani je bil rt in morje. In na levi strani pa je bila tako naprej lepa taka gričkasta pokrajina in gozdovi. Zdaj, kadar mi nekdo pokaže tak svet, je to zame zelo dober znak. Če vidim morje, pomeni, da je oseba čustvena, se pravi, da zna odpreti to svojo čustveno plat. Naprimer, če pogledamo Zorana Stevanoviča, on tam nima nikjer nobenega morja in on je tudi tak zelo strikten, strog, seveda, da ima čustva, ampak pač so to oddaljene zadeve, ne, sploh kar se tiče političnega udejstvovanja. Se pravi, Luka pokaže ta čustva, oziroma so prisotna. Zdaj morje je bilo mirno in bil je sončen dan, kar je dober simbol. Sonce je tudi nekako moška energija in recimo, glede na to, da sem imela to njegovo žalost, tle pa je bilo morje mirno, ker ponavadi, če imaš ful te žalosti, je morje na energijskih svetovih razburkano. In tle je bilo mirno, kar mi kaže, da v bistvu glih to, ne, on navzven ne bo pokazal teh nekih čustev, on hoče ostati stabilen in močen. In vse to potlači, kar je takih čustev, ki jih noče pokazati svetu. In to so se tam lepo sprehajala in v bistvu v tem trenutku sem ga jaz bolj začutila, sem bolj se začutila povezano z njim, v smislu bolj nek občutek, ker by the way, vidiš, to sem še pozabila povedati, jaz sploh nisem vedela, da je Luka Mesec minister, ne, zdaj bil. To mi je bilo ono, wow, minister, ok. Ampak zdaj ta dvig minimalne plače, jaz se tle z njim ne morem strinjati, pač jaz imam občutek, da je njemu šel v nos tale zdaj od Petrola, upravnik ali kaj je, ki ima 28 000 € mesečne plače, kar je meni ono, pač so what, on ima tudi veliko odgovornosti, tu pač mislim, politiki, jaz mislim, da se počutijo premalo plačane, sploh če pogledamo. Rekla sem, da ne bom drugih vmešavala, ampak ok, zdaj sem se spomnila, kar sem govorila v tedenskem reportu, ne, ko je Golob rekel neko neumnost in rekel, da ko postaneš politik, oziroma predsednik vlade, da moraš imeti prihranke, ker v bistvu imaš ful veliko stroškov, kar je hotel povedati, mi politiki imamo prenizko plačo. Se strinjam, politiki bi lahko imeli višjo plačo, ne, če bi dejansko bili, in verjamem, da bi tudi mi Slovenci z veseljem dali politikom višjo plačo, ampak bi mogla država funkcionirati, bi moglo biti vsaj 90% ljudi zadovoljnih v tej državi, ne pa tako, kot je zdaj. In mislim, tudi zaradi tega dviga minimalne plače se meni Luka zameril, ker jaz se s tem ne strinjam, jaz v tem ne vidim nič dobrega, kot samo to, da bodo zdaj šle cene gor, ne. Ampak ok, malo smo spet zašli. Skratka, hodila sva po tej poti in tle se mi je on prikupil, ker torej zaradi teh minimalnih plač mi je bil še bolj, pač ni mi bil všeč zaradi tega, ne vem, mi se je še bolj zameril, tako bom rekla, ne. Ampak ko sem bila z njim v stiku, z njegovo energijo, sem začutila neko to nežnost, toplino, mehkobo, dobesedno tako mehkobo v njem. Res je tak mehek, mehka energija, taka, kar tako, pač tako lepo, kot en tak medo je, ampak ne un medo,
ki ga tako objameš in se počutiš varno, ampak oni majhen medvedek, ki ga stisneš, ko greš po noči spat. Tako ima energijo. Tako res milo, blago, res hoče nekako pomagati tem šibkejšim, samo ne vem, če glih ubira prave korake za to. Kakorkoli, usedla so se potem tam za eno lepo mizo in se pogovarjala. In jaz mu povem, da meni ta pač nekako, da ta levica mi ni, da res mi ne klapa, mislim, meni osebno me ne pritegne. In on mi je tle povedal eno zanimivo stvar. In je rekel, to je rekla njegova energija, njegov ego sem verjetno s tem ne bi strinjal, ok, to moramo povedati. Ampak on mi je rekel, da on sam kot politik tudi ni povsem v skladu s tem, kar levica zagovarja. Ampak, da je on šel v to stranko in vztraja pri tej stranki zato, ker je levica proti utež Janezu Janši oziroma SDS-u, za katero on ocenjuje, da je absolutno preveč desničarska, kar se strinjam, in levica je tukaj predvsem proti utež njihovi politiki, torej politiki SDS-a. In da on sam se tudi v mnogih pogledih ne strinja s tem, kar levica zagovarja, ampak da je to nujno potrebno za vzdrževanje ravnovesja in da zato on pač vztraja pri tej stranki, čeprav bi morda si želel, da bi pristopil nekoliko drugače v politiki. Ampak pač tega si zdaj ne more privoščiti, zato ker je na drugem polu, ne, na drugem polu. In on torej drži to ravnovesje. Ko mi je on to razložil, sem tudi na stranko Levica pogledala malo drugače, ne kot na neke zdaj levičarje, ki ne vem, kaj delajo, ampak dejansko pač nekdo, ki drži ravnovesje. Ker gibanje Svoboda, tudi oni so neka protiutež, ampak oni so bolj spet liberalni, ne, oni bolj, mislim, vseeno imajo bolj neke liberalne pristope, ki potem pač malček zaidejo proč od te desnice in levica je dobesedno kontra. Zdaj, omenjala sem, da rdeča barva ni glih za levico, ne, da mi je bolj desničarska barva, medtem ko modra, ne, pa modra mi je bolj levičarska, če že, SDS pa, ki so desni, imajo modro barvo in rumeno, tako mi je ful zanimivo, imajo lih zrcalno vse skupaj postavljeno. No, kakorkoli. Tle sem videla tako, neko tako, pač nekako se mi je ful prikupil. No, in pol pa bila tam na robu rta, je bilo eno drevo. In na tem drevesu je bila isto neka gugalnica. In je on rekel, da bi se šel rad gugat na to gugalnico. Aha, še to sem pozabila reči, ko sem omenjala, ne, da on se ne glih zdaj 100% strinja s temi levičarskimi zadevami, oziroma z programom same levice. Nekako sem začutila, da bi si on želel ustvariti neko novo stranko, ki bi bila bolj skladna s tem, kar on tudi v resnici je, ampak torej pač ne more, zaradi tega, ker mora biti ta protiutež. In tista vizitka, ki mi jo dal na začetku, se mi zdi, da kot da je ta njegova ideologija notri v tej vizitki, kot da ima on neko idejo, kakšno stranko bi si on želel, ampak enostavno si zdaj tega ne more privoščiti, da bi šel tja, ker mora vztrajati pri tej levici. Poleg tega, ne, te Slovenci butasti, jaz ne vem, kaj z njimi narobe. Če ti greš v neko stranko in v tej stranki ti uspeš kot politik in potem se ti odločiš, da boš šel ven iz te stranke in ustvaril novo stranko, Slovenci takega napadajo, ko ne vem kaj, kako si lahko obrnil hrbet neki stranki, kako oni so te, zaradi njih si uspel, bla, 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 in zdaj pa ti greš neko svojo pot, kako si drzneš. Pač come on, what the fuck, kaj? Pa, a zdaj, ko si nekje uspel, pa moraš tam ostati za vedno? Mislim, kako to razmišljajo te Slovenci? Jaz ne razumem, pač, a ni logično, da
pač imaš nekega mentorja, oziroma nekam se priklopiš, ampak pol ti se razvijaš, ti v tej stranki rasteš, spoznavaš politiko, dobivaš nova znanja, spreminjaš tudi sebe in posledično, ko spreminjaš sebe, se spreminja tudi tvoja ideologija, pogled na svet, želje oziroma interesi, ki jih hočeš ustvariti kot politik. In logično je, da pač na neki točki se ti z neko stranko ne moreš več strinjati, ker stranka kot taka je entiteta, ne? Vsaka stranka ima svojo entiteto in ti ne moreš zdaj te entitete spreminjati, to pač ne gre. Ker če so ljudje za levico, oni obožujejo to entiteto, ki je stoji v brendu. In ne moreš ti zdaj brenda spreminjati, ker to bo, pač to ne, mislim, lahko ga spreminjaš, ampak pač boljše je, da če ti spremeniš ideologijo, recimo kot Miha Kordiš, ne, ki se več ni z levico strinjal, on je šel v svojo pot, on je spet tudi nek levičar, mi socialisti, in v neki tej logiki, ampak pač on je preko levice zrastel, je videl, aha, ok, tukaj se strinjam, tukaj se ne strinjam, najboljše, da grem jaz proč, pa naredim svojo stranko. In lej, super je to, pač prav je, da zdaj, da nisi toliko sočuten in to, če ti, isto kot če greš v podjetje in dobiš neko znanje v podjetju, ampak s tem znanjem se ti razvijaš, odpiraš si nova obzorja in ko ti odpreš nova obzorja, ti imaš neko svojo energijo, ti vidiš drugače svet in pol, ko to primerjaš, vidiš, da ok, iz tega znanja bi vzel to in to in to, ampak to pa mi ne paše, to se ne sklada z mojimi vrednotami in s tem, kdo sem jaz v resnici, zato bom šel svojo pot. In logično je, takrat daš odpoved od tega podjetja in greš v neko drugo pot. Pol imamo zdaj spet tle neke, določena podjetja imajo te klauzule, ali kaj je že, ko zdaj, če si bil v tem podjetju in tle dobil znanje, ne daj, da s tem znanjem greš kam drugam in konkurenci delaš profit, ne. Mislim, to so spet one te, dobro, vse to ni samo v Sloveniji, ne, te klauzule, pač to imaš vse posod, ampak tako, ne, zdaj in ja, pač le sem začutila Luko, da on bi si želel drugače zapeljati politiko oziroma se predstaviti v drugačni luči, ampak si tega v tem trenutku absolutno ne more privoščiti, poleg tega on je predsednik stranke, ne, tako da mora tle vztrajati, ampak levica kot taka, on se strinja z levico, logično, on zagovarja ta program, ampak ni v popolnem skladu s tem, kar je on v resnici, ok? In tle mi je dal vedeti, oziroma tle mi je nekako povedal, da pač to enostavno on mora to zagovarjati, kar je, in da mu je to v redu, ampak po eni strani ga vleče nekam drugam, čuti, da to, kar zagovarja, ni v popolni skladnosti z njegovimi vrednotami, avtentičnimi vrednotami avtentičnosti, njegove avtentičnosti, ok? Skratka, on se je pol usedel na to gugalnico in jaz sem ga guncala, porivala, ne, in tle se je čutila ful njegovo utrujenost. Zdaj, kaj še fora, ena zanimiva opazka, včeraj, torej v četrtek sem govorila z eno kolegico in me je malo vprašala, kdo bo si naslednji, pa rečem Luka Mesec in je rekla, da pozna pač je slišala neke informacije, dajmo reči, da je iz zanesljivih virov, da je on zelo tak delaven, izjemno delaven človek, ne. In to mi je bilo zanimiva opazka, ker dosti ljudi reče, da Luka Mesec snifa kokain, ne. In glede na to, da je on toliko delaven, jaz bi rekla, da je to pač, da je on deloholik, ne, pa se vsi politiki so praktično deloholiki, ne, mislim, ko si ti enkrat politik, imaš res ogromno enega dela, konstantno neki, pač ne moreš biti nekdo, ki ni deloholik, pač ne moreš biti politik, če nisi tudi deloholik. Ampak recimo nekdo, ki pa je tak močen deloholik, ja, konstantno v tem zagonu in seveda neki taki zagreti deloholiki, takoj potem nekemu povprečnemu človeku je to malo sumljivo, ne, od kod tebi vsa ta energija, kako ti to zmoreš, take pritiske, toliko dela, toliko tega, toliko onega, in potem seveda zaključimo, da je na kokainu. Zdaj, ali je ali ni, ne vem, jaz sem ga malo vprašala tam gor na energijskem nivoju, ampak mi ni hotel povedati. Zdaj, če mi ni hotel povedati, to ne pomeni, da je, ne. Ampak enostavno je to nekaj, kar pač ne bomo o tem razpravljali, konec.
Um, ok. V glavnem, bili smo na tej gugalnici, jaz sem ga guncala in on tako čutilo se je še vedno to žalost, pač ful te žalosti je bilo v njem, ampak nek občutek, ne vem, neke želje po svobodi, ne po stranki Svoboda, ok, ampak po nekem, kot da ga neki tišči, kot da ga neki žuli, kot da ga neki stiska. In pol sem mu jaz rekla, ker to je bilo na robu rta, sem mu rekla, kaj pa če zdaj skočiš? Jaz sem vam zdaj ful močno zaguncala in kot rečem zdaj, ti skoči dol in boš letel. In njemu je bilo to takrat ono, kaj, kako bom letel, ne morem leteti. In sem mu jaz razložila, da na energijskem nivoju lahko letiš. Naprimer, če ti na energijskem nivoju sebe vidiš, kako letiš, ti to daje ful občutek neke svobode, in ta občutek svobode, ki ga potem gojiš v sebi, začne vplivati na tvojo energijo, kar pomeni, da ti avtomatično potem iščeš oziroma najdeš priložnosti, ki te vodijo k svobodi. Tako da recimo to so te vizualizacije, ki nam ful pomagajo čistiti to energijo, ustvarjati ta boljši, v navednicah, vonj. Tako da to je tudi zate recimo ena taka vaja, da si predstavljaš sebe, kako letiš po mestu, med stavbami, na nebu, delaš salte v zraku, ne, tako. Ti bo to pomagalo tudi tvojo energijo delati bolj svobodno in torej, če še enkrat povzamem, s tem, ko boš ti svojo energijo delal bolj svobodno, boš avtomatično lažje opazil priložnosti v življenju, ki te bodo tudi vodile k svobodi. Torej, da boš imel bolj občutek neke svobode. In ta beseda svoboda me zdaj ful spominja na to stranko Svoboda, ki ne ustvarja prav nobene svobode, ampak pustimo stati to. V glavnem, on je bil tako, se držal z to gugalnico in tako je, ko je prišel na to, je tako si predstavljal, da bi izletel, ampak on se je videl, da bo padel dol. In ni mu bilo jasno, kako bom jaz to letel, pač jaz ne morem leteti, ne. In jaz sem mu rekla, glej, zdaj te bom še parkrat ful močno zaguncala in ko bo tisti najbolj močni sunek, ti bom rekla zdaj in potem, ko prideš do tega vrha, samo spusti se in skoči in boš padel, ampak boš letel, ne. Sem rekla, magari si naredi neka krila, ne vem. In on reče, ok. In pol ga jaz tako ful močno zaguncam in pol, ko je bil tisti zadnji, tako sem rekla, zdaj! Ampak on ni počakal, da je prišla gugalnica do vrha, on je skočil prezgodaj in je padel po tleh na tla, tako, v travo. In jaz sem bila ono, oh my god, ne, kaj je zdaj to? In sem probala čas zavrteti nazaj, ampak ni šlo. Kaj zdaj to pomeni? Dajmo to zdaj interpretirati. Tle se vidi, da je Luka Mesec trenutno pripravljen na eno zelo, zelo drzno potezo, ampak morda se je prenaglil, morda je to povezano s to minimalno plačo, da je to tle v bistvu ta vzporednica, ali pa bo to kaj zdaj. Danes je petek, torej danes je 22., možno je, da se zdaj kaj takega dogaja. Bomo še, ko pridem do konca pogleda, bo še bolj jasna zadeva, ampak možno, da se je malo prenaglo. Zdaj, on je padel na tla in nekaj časa je bil kar tako pač ležal, v navednicah mrtev. In jaz sem šla tam do njega, sem probala pač zavrteti ta čas nazaj, ampak ni šlo. Se pravi, škoda je bila že narejena, ne, na nek način. In nič, jaz tam čakam, da se on zbudi, in ko se je zbudil, je bil najprej tako prestrašen, da mu ni uspelo zleteti, in jaz sem mu rekla, ma ne, pač malo prezgodaj si se spustil, malo prezgodaj si naredil to drzno potezo in nisi šel v pravo smer, padel si na trda tla. Pač dejansko bi jaz mislila, da to je najbolj povezano s to minimalno plačo. Realno. Ne vem. In pol je on, tle se je čutila pri njemu tako utrujenost. On je bil tako utrujen. On ni zmogel vstati in tle je spet začel ful jokati. Se pravi, ogromno te potlačene žalosti v njemu in bil je tako utrujen, da ni mogel nič. In jaz sem ga provala dvigniti, ampak je bil težek ko vrak, ne. Mislim, tako, pač težek je bil, zelo težek.
In nisem mogla praktično nikakor mu pomagati, pravila sem mu dati kakšen energijski napitek, ampak ni šlo, ker je toliko jokal, imel toliko te potlačene žalosti, ki jo dajo ven in toliko ene te teže v sebi, da enostavno ni šlo. In pol sem jaz vmes, medtem ko je on se tam jokal, pa to. V glavnem, ja, to je to, ta jok. Jaz ponavadi nisem sočutna, kadar vidim ljudi na energetskem nivoju jokati, ker vem, kaj se dogaja. Pač pucajo se zadeve. Ampak tle sem jaz začutila eno tako sočutje do njega. Ne vem, tako ful zanimivo. Prav na nek način se mi je prav smilil. Prav sem ga hotela objeti, ampak on je tam ležal na tej travi tako prav tak utrujen, zmatran, uničen. No, vmes sem jaz pa razmišljala o drugih stvareh, dokler se on pač ni prišel k sebi. Pol, ko sem prišla nazaj tja, pa kar naenkrat rata noč. Noč, zvezde na nebu. In v tistem trenutku, ko je ratala noč, on je bil, ok, zdaj sem pa pripravljen, gremo še enkrat, ne. Kar naenkrat poln energije, zagona, pripravljen, ready to go, ready for the jump. Tako, in sem bila, ok. On se je pol sedel na to gugalnico in sem jaz še enkrat ga začela guncati in še enkrat. Pol sva se pogovarjala, če bi jaz mogoče šla z njim, pač sem rekla, kaj pa če skupaj, oziroma on mi je rekel, še preden sva šla ta drugič na gugalnico, mi je rekel, kaj pa če midva skupaj skočiva iz rta dol, in sem jaz rekla, ti si preveč utrujen, preveč imaš težko energijo in če midva iz rta skočiva, ti ne boš zmogel poleteti, boš samo padel dol. Oziroma ti bo ful težje najti ta, kot pa če te gugalnica tako gor vrže in pol v bistvu greš tako gor in malček obstaneš in pol začneš padati. In tle na tem obstanku lahko dobiš hitro tale občutek, da potem v bistvu začutiš to vibracijo svobode, ne? Začutiš ta občutek svobode. Torej, če še enkrat, da razložim, kaj je fora, ne? Ne bom, ker to preveč zakomplicirano za razlagati. Ok, pustimo stati. Moja energija se s tem ne strinja, ker se brišem pod nosom. Ampak glej, pač ne vem zdaj, kako to še enkrat razložiti. Pol mi pa ljudje rečejo, da ponavljam ene in iste stvari večkrat. Pač, če pa čutim energije drugih ljudi, da ne razumejo, kaj hočem povedati, in potem moram isto stvar na več načinov povedati za različne tipe ljudi, ne. Da vsak razume enkrat, no, kakorkoli. In bila je noč, zvezde na nebu, in on je bil pripravljen iti še enkrat. In jaz sem ga pol spet začela guncati in guncati. In pol sem mu rekla, evo, zdaj bo. Zdaj te še enkrat, še 3-krat te zaguncam, ta tretjič ti bom rekla zdaj, ampak ne skočiti, ko rečem zdaj. Skoči, ko pride gugalnica na vrh in takrat se spusti. In rekel, ja, razumem, vse mi je jasno. In res, in mu rečem, ok, zdaj, in ful močno ga porinem in on gre res tako gor, se spusti z gugalnice, gre tako, malo tako obstane in pol začne tako padati, pol pa si je kar ustvaril krila in je začel s temi krili tako. In jaz sem šla takoj za njim, ampak jaz sem že navajena teh vibracij, oziroma znam takoj iti v to vibracijo svobode, oziroma letenja, in sem pač skočila, pač poletela sem gor proti njemu in sem v bistvu ful tako svobodno letela okrog njega. In on me je gledal, kako to tebi uspe, ne, kako si ti lahko tako fluidna, tako svobodna. In sem mu pač rekla, da sem se že tega naučila, in pol sem ga spodbudila, da naj počasi ta svoja krila, ker ima taka velika krila, naj jih tako dvigne gor in naj prova v bistvu, oziroma če mu nisem celo rekla, naj pospravi krila, in je takrat začel padati, pol pa jih je nazaj odprl in sem rekla, daj mi jih najprej imeti tako gor postavljene, zato da jih imaš kot neko oporo, potem pa poskusi biti tak fluiden tudi ti, se pravi, da tako bolj svobodno letiš, če pa boš začel padati, pa začni spet s krili, ne. No, in pol je to res naredil in dejansko mi je uspevalo, tako da pol počasi ta krila počasi pospravil in midva sta potem tako po tem zraku lepo letela. No, pol sta pa prišla do nekega, dajmo reči, kot da bi prišla nekam na oblak, nekje v nekih takih, taka lepa, nežna energija, prijetna, in jaz sem takrat prav čutila, da bi ga objela, prav mislim, on meni bil tako sladek, prav taka energija, res tudi on me je tako lepo stisnil,
tak lep objem, prav tako, mm, tako prav nekako je čutil tudi v meni neko zavetje, neko prijetno toplino. In potem, um, in potem je tako, pač mi je tako primal obraz, zdaj bom rekla nekaj, malček boste v šoku, ampak bom razložila, kaj to pomeni. Mi je primal obraz in mi je rekel, prosim, poroči se z mano. Zdaj. To ne pomeni, da bi se Luka Mesec rad poročil z mano, ok? Ampak morda ima kakšno partnerko, to res ne vem, ali je on v zvezi ali je samski, ampak morda ima neko partnerko, ki jo je začutil in bi rad ustvaril si z njo neko skupno življenje. Okay? Se pravi, to ne pomeni, da bi se Luka Mesec rad z mano poročil, ampak je to simbol, da je on pripravljen na neko zavezo. Zdaj lahko, da je ta zaveza tudi z njegovo žensko energijo, ker glede na to, da ima toliko potlačene žalosti, deluje predvsem iz svoje moške energije, ne? Ker moška energija, čustva, jok in to ne. Moška energija je bolj naklonjena jezi, izražanju jeze, medtem ko ženska energija je bolj naklonjena izražanju žalosti. Ampak glede na to, da ima on toliko potlačene žalosti, pomeni, da je svojo žensko energijo, da tako da lahko ta poroka, to, ko je hotel mene poročiti, simbolizira to, da hoče prebuditi to svojo žensko energijo in išče znotraj sebe to zavezništvo in ravnovesje med moško in žensko energijo. Ok? Jasno? Ok, nekaterim ljudem še ni jasno. Ampak gremo naprej, ker pol tisti ljudje, ki sledijo, vidiš, tle pa je tisto, ne, zdaj mi je to prešilno. Ker levičarji so ful taki, da dajmo poskrbeti za tiste, ki so šibkejši, ne, tisti, ki ne razumejo, ampak potem pa se ki so bolj pametni, dajmo reči, ali pa recimo, če gledamo šolo, ne, šolo zdaj hočem, to dajem primer na šoli. Če imaš ti en razred in tam imaš povprečneže in imaš par posameznikov, ki so ful napredni in imaš par posameznikov, ki ful zaostajajo, ne. In zdaj recimo dobra šola je taka, da pomaga vsem, ne, ampak to ni realno, ne, ker zdaj levičarji so torej tisti, ki bojo pomagali bolj unim šolarjem, ki jim ne gre, in pol ustvarjajo celo skupino, ampak s tem trpijo tisti, ki pa so ful napredni, ker pol jim je dolgčas, ne, če ni dovolj stimulansa za njihov intelekt, ok? Kam sem zdaj šla? Kam? Odkot sem to zdaj začela govoriti? Ne vem. V glavnem, ja. Treba je poskrbeti, torej, da je poskrbljeno za tiste šibkejše, ne, to delajo levičarji, ampak treba je tudi poskrbeti za te, ki so napredni, ne, ki pač so bolj, in za te skrbijo bolj desničarji, ne, tako da tukaj vidim to. In to je pač moška in ženska energija, ne, ženska je tudi vedno bolj naklonjena šibkejšim, tudi levičarske stranke so bolj ženske, desničarske so bolj moške, Zelo zanimivo, zdaj pa me nekaj prešilno, to sem že prej opazila, da ko govorim o desničarjih, vedno kažem na to stran, čeprav ta stran je leva, in ko govorim o levičarjih, vedno bolj na to stran kažem, čeprav je ta desna. Zelo zanimivo. No, tako da ja, Luka Mesec se mi je prikupil preko tega vpogleda, zelo zanimivo ga bo zdaj opazovati, ker verjetnost je, da bo v tem tednu, če ne celo danes, da se bo zgodil en tak, da bo on naredil neko tako drzno potezo. Jaz bi tako rekla, ne. To, ko je on padel z gugalnice po dnevi, bi rekla, da je bila to pač ta minimalna plača. In zdaj to je njega, pač to je on dobil toliko kritik na to temo, ne. In to je valjda ga je ful, pač te to obremeni, tvojo energijo obremeni, ker kakorkoli pogledaš, če imaš ljudi, ki te podpirajo, in valjda ga podpirajo vsi iz levice, in koalicije, večina, ne, negativna energija je vedno močnejša, ne, in kadar dobivaš ti kritike od ljudi in tega in onega in tretjega in petega, ti to ful zbija samozavest. Sprašuješ se, če si naredil prav, če si naredil narobe, tudi če veš, da imaš podpornike v podzavesti, tvoja podzavest to melje in to te utruja, ne. Tako da jaz mislim, da je to bila prenagla akcija z njegove strani, en tak predvolilni bombonček, ne, prenaglo se je to odločil, preveč je šel v to tako sigurno, ampak je malo te lebnil na tla. Zdaj je on bil v tej fazi tega,
pač ko je ležal v travi, ko je bil malo utrujen. In zdaj, ko noč pade, zdaj smo v novi luni, ne? Tako da je noč temna, tako da mogoče zdaj pa bo on presenetil z eno tako drzno potezo, ki je mogoče ne bomo niti opazili, zato ker je bila noč, ampak nekaj se bo zgodilo, kar ne vem. Bo zanimivo opazovati, vsekakor bo zanimivo opazovati. Torej, če povzamem, Luka Mesec se mi je spet prikupil, mi je zelo simpatičen fant, je pa res, da se z stranko Levica ne morem strinjati. In če pač ni mi blizu, absolutno da ne, v nikakršnem pogledu. Bilo bi mi žal, če ne bi prišli v parlament, lih zaradi tega, ker pač Luka Mesec pa par teh, recimo tudi ta punca, ne vem kako se kliče, oziroma ženska. Ta ženska, ki ima take kratke lase, oranžne, ki je tudi v stranki Levica, ona mi je tudi taka, mi zgleda zelo v redu oseba, ne. Sicer ona se mi zdi bolj iz avtentične energije, bolj skladna s programom Levica, kot pa konkretno Luka Mesec. Tako da bi nekako dejansko rada videla, da bi Luka Mesec v naslednjem, ko bodo naslednje volitve, torej čez 4 leta, da bi Luka Mesec se odcepil od Levice, to žensko bi rada dala, se opravičujem, ne vem, kako je ime, ne bom zdaj šla iskat. To žensko bi rada dala za predsednico Levice, in Luka Mesec pa, da bi prišel z neko tako novo stranko, ki bi bila pa taka neka levičarsko liberalna. Tako si jaz to predstavljam. S pridihom desnice, nekako tako. Ja, bi bilo to zanimivo, da bi Luka v bistvu ustvaril neko svojo stranko za naslednji mandat, torej 2030. In tako da to je to, ne, zelo zanimivo, bomo videli, kaj se bo dogajalo zdaj v teh tednih. Glede Luke, zdaj pa prihajajo ta zanimiva soočenja. Kot sem rekla, provala si bom zagotoviti dostop in bomo tudi streamali, oziroma bom pogledala, bom videla, če se da streamati, da to live jaz komentiram. Bomo videli, če je to možno, ali pa bom našla kakšen drugačen način, kakorkoli. Lepo se imejte, uživajte v preostanku nedelje, oziroma želim ti uspešen prihajajoči teden in naj se ti zgodi nekaj fantastično čudovitega. Čau, čau!